Lansko leto sem vam na predstavitvi Mercedesovega razreda E povedal te besede. Kaj naredi ta novi Mercedes E, ko pred sabo zagleda Porsche 911? Ja, seveda, prehiti ga avtomatsko. No, potem smo ta avtomobil lanskega novembra testirali v Sloveniji in sistem ni deloval. No, zdaj pa vam lahko predvajam naslednje besede. The active lane change is now working also in Slovenia, and we updated the system, so you are able to enjoy it also on your streets. Pa da ponovim, o katerem sistemu govorimo. No, pred sabo imam počasen tovornjak in kot vidite, ne da bi karkoli naredil, je sistem samodejno preveril, kakšna je okolica, vklopil levi smerokaz in tovornjak prehitel. Kot vidite, avtomobil ne prehiti samo enega avtomobila, ampak seveda prehiti kar celo kolono počasni. In zdaj, ko pa smo prehiteli praktično vse avtomobile, avtomobil preveri okolico, vklopi desni smerokaz in se pospravi nazaj na desni pas. Pa na tem mestu dodam še to, da seveda ta sistem je zelo, zelo koristen, če ga uporabljamo v kombinaciji z aktivnim tempomatom, aktivnim pametnim tempomatom, ki dejansko pozna, kakšne so omejitve hitrosti. Ampak ne, to še ni samodejna vožnja, čeprav Mercedes samodejno vožnjo tudi že ponuja. In zdaj po novem na praktično vseh odsekih nemške avtoceste. Ampak o avtonomni vožnji bomo govorili kdaj drugič, kako pa dejansko poteka avtonomna vožnja v praksi. No, imamo video za vaš in predlagam, da ga kliknete kot vaš naslednji klik. Ampak preden vas spustim v to prihodnost avtonomne vožnje, predlagam, da se naročite na naš kanal, zato da boste prvi, ki boste obveščeni, kako se bodo te sistemi razvijali v prihodnje. In seveda, lahko vam napovem, da bomo sistem samodejne menjave pasu preizkusili seveda tudi v Sloveniji.